Lep dobro jutro in lep dober dan. Upam, da se bomo lepo imeli in en lep bon camino. Upam, da bomo danes počastili hod Svetega Jakoba. Res en nizek priklon vsem, ki ste prišli. Ste iz cele Slovenije, iz Štajerske, Gorenjske, Primorske, Koprske, tako da res sem zelo vesel, da smo pač s mojo ženo vse to pripravila in da boste lepo šli gor. Se nahajamo nekje na višini 170 metrov in imamo gor višino na 800 metrov, je pač se dvignemo, to se pravi 600 metrov višince. Mislim, da bo danes krasen dan, gor na plažu boste bili nagrajeni za eno čudovito panoramsko veduto, boste videli pač Zgornjo Vipavsko, Srednjo Kras in Trnovsko dolino ter daljše naprej v Furlanijo. Dajmo se zahvaliti pač našemu svetniku, zmolimo eno kratko molitev za srečen dan in da se bomo imeli lepo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In obvezi nas kušnjavo, duši našega dana. Sveti Jakob, prosi za nas. Dokler sonce ne prija. Visokosti, zdaj se bližamo, svoje grehe in slabosti, srčno obžalujemo, grešnikov se nas usmili, da bi zvesto te ljubili, žalovali za dolge. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Ste kdaj pomislili na ta pozdrav? Gospod z vami. Da je resnici Jezus tisti, v imenu katerega smo se srečali. Njega, ki se imenuje pot. Ampak ne v prazno, ampak resnica in življenje. Tako resnici začnemo s Tomašo željo, da bi bila naša pot vedno prava. Da ne bi zašli ne v resničnem, stvarnem potovanju, pa tudi ne v življenju. Sveto Mašo želim darovati po vaših namenih. Zato Mašo
nimam nobenega daru in ne rabim nobenega daru. In zato želim, da je res ta maša naš skupen dar Bogu za naše življenje in prošnja, naj nas še naprej vodi po naši življenjski poti. Iskreno priznajmo svoje slabosti, napake, grehe. In prosimo Boga odpuščanja. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospodu, smili se. Gospodu, smili se. Kristusu, smili se. Kristusu, smili se. Gospodu, smili se. Gospodu, smili se. Slava Bogu na višavah. In na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorođeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin Očetov, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas, ki odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo, ki sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim Duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Vsemogočni, večni Bog. Sveti Jakob je prvi od apostolov dal življenje za evangelij. Njegovo pričevanje naj cerkev utrjuje, njegova priprošnja pa naj jo varuje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, zaklad imamo v lončenih posodah, da je preobilna moč iz Boga in ne iz nas. Vsem nas stiskajo, toda nismo utesnjeni. V zadregi smo, pa ne obupujemo. Preganjajo nas, pa nismo zapuščeni. Ob tla nas mečejo, pa nismo pobiti. Na svojem telesu vedno okrog nosimo Jezusovo umiranje. Da se tudi Jezusovo življenje razodene v našem telesu. Vedno namreč nas, ki živimo, izdajajo v smrt zaradi Jezusa. Da se tudi Jezusovo življenje razodene na našem umrljivem telesu. Zatorej v nas deluje smrt, v vas pa življenje. Ker imamo prav tistega duha vire, kakor je pisano. Viroval sem, zato sem govoril. Tudi mi virujemo, zato tudi govorimo. Vedoč, da bo on, ki je obudil Jezusa, tudi nas z Jezusom obudil in obenem z vami pred vse postavil. Vse je namreč zaradi vas, da bi se milost po večji množici pomnožila in dala še v obilnejšo zahvalo v Božjo slavo. To je Božja beseda. Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli. Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli. Ko je Gospod nazaj peljal sionske jetnike, nam je bilo, kot bi sanjali.
Tedaj so bila naša usta polna smeha in naš jezik radostnih pesmi. Tedaj so rekli med narodi, velike reči je Gospod zanje storil. Da, velike reči je Gospod za nas storil, razveselili smo se. Gospod obrni našo usodo, kakor hudournike v južni deželi. Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo med veselim petjem. Odidejo in jokajo, seme zasejanje nesoč. Pridejo z radostjo, nesoč svoje snope. Jaz sem vas izbral izmed sveta, da pojdete in obrodite sad in vas sad ostane, govori Gospod. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod z vami In s tvojim duhom. iz svetega evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Tedaj je stopila k Jezusu mati Zebedejevih sinov s svojima sinovoma, padla preden in ga nekaj prosila. Rekel je, kaj hočeš? Odgovorila mu je, reci, naj sedita ta dva moja sinova v tvojem kraljestvu, eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici. Jezus je odgovoril, ne vesta, kaj prosita. Ali morata piti kirih, ki ga moram jaz piti? Odgovorita mu, moreva. Reče ima, moj kirih bosta pila. Sedeti pa na moji desnici ali levici ne gre meni dajati, ampak katerim je pripravil moj oče. Ko je to slišalo drugih 10, so bili nejevoljni nad bratoma. Jezus jih je pa poklical k sebi in jim rekel, veste, da vladari narodov nad njimi gospodujejo in velikaši izvajajo nad njimi oblast. Med vami pa ne bo tako. Ampak kdorkoli med vami hoče biti velik, bodi vas strežnik. In kdorkoli med vami hoče biti prvi, bodi vas služabnik. Kakor sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi on stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Se dobro počutite? Tako da lahko tudi kaj daljše povemo, ne? Ja, če se človek slabo počuti, jaz včasih, ko pridejo ljudje k spovedi, pa poklekne v spovednico, jaz imam zmeri odprto vlogo v spovednico, ne? Pa pravim, vzete se, boste se boljš počutili, ne? Tisti, ki hoče še malo pokore delati, da klečijo, dobro, gledajte, dovolimo, ne? Pa tudi konc koncev, da se dobro počuti, človek je tudi nekaj vredno. In ko se človek dobro počuti, je tudi lažje sprejema in podobne stvari. Torej, začel sem z Mašo z eno Jezusovo besedo, ko Jezus sam sebe predstavi kot pot. In pot je ena temeljna dimenzija našega življenja, življenjska pot. Tako rekoč, pot našega življenja nas vodi k nekemu cilju. In tudi romanje je pot. Za razliko od turizma je romanje vedno povezano tudi s Kristusom, z Bogom. Na nek način nas vedno vodi ta pot proti tistemu cilju, kjer dosežemo večno življenje in tisto srečo, po katerem hrepenimo. Naša zemeljska sreča nikoli ni popolna. Tudi takrat, ko je človek najbolj srečen, je lahko zelo nesrečen, ker bo to minilo. Sreča, po katerem hrepenimo, in življenje, po katerem hrepenimo, pa
pa je večno. Takrat ne bo solz več na naših očeh. In takrat resnici čutimo, da bo resnično vse to, po čemer hrepenimo. In to hrepenenje je v svojem bistvu, v svojem DNK-ju položil naše življenje Bog sam. Ustvarjeni po Božji podobi, ki je večen, ki je popoln, ki je vsemogočen, ki je ljubezen sama. Torej, resnici, pot našega življenja mora biti usmerjena k cilju. Drugače je pa tako, kot ste zdaj naredili, da te smerokaze, in bi človek hotel iti po drugi poti, kjer ni smerokaz. Ti kar pejdi. Boš šel skozi okrog ritu važiš. To se pravi, boš naredil daljšo pot preko, ker boš prišel do cilja. Zato je res treba se držati poti. Ob današnjem spominu na svetega Jakoba, apostola, bi rad izpostavil 3 pomembne točke. Prva je ta, da je Jezus povabil Jakoba in Janeza, brata, med prvimi učenci, hodita za menoj. Kaj drugega pomeni? Povabil jih je na pot, da hodijo za njim. Ta hoja za njim je tista, ki sta začutila uresničenje svojega življenja. Hodi za menoj. Najprej moramo vsi skupaj prepoznati, da nas Jezus vabi, da hodimo za njim. Če pomislimo na prvo berilo, lahko tukaj prepoznavamo tudi v apostolu Pavlu, ko to razlaga, da nosimo na sebi Kristusovo umiranje. Dejansko pot hoje za Kristusom je tudi pot križa. Vendar nas vse preizkušnje življenja ne strejo, ker vidimo smisel. Jaz sam sem zelo veliko hodil po hribih in tudi veliko krat pretiraval v stvareh, presmučenju sem se 3-krat polomil, ampak pri hribolastu, pri preplezanju je samo enkrat treba, pa greš tam, kamor še ne misliš jeti. Vem, da sem 3-krat na tej poti plezanja doživel, kako me res Bog varoval. Pa jih Bog menim. Pa ne zato, ker nimam drugega za povedati, ampak ker se mi zdi smiselno, da povežem z življenjem. Ko sem skupaj še 6 duhovniki plezal na Matterhorn, začetku avgusta, lepo vreme, vam povem, smo nosili šotor sabo, postavili šotore spode in te stvari, na 3200 smo prespali in potem drug dan rekel skrbnik, imate srečo, lepo vremena. Ampak opoldne nas je dobil snežni vihar. Bili smo že preko 4000 metrov visoko. In jaz se spomnim enega častitljivega gospoda, ki je nas spodbujal, da gremo naprej, da bo malo do bivaka prišli. Vsi ljudje so se vračali že. In takrat sem jaz, še mlad, zelo mlad, zelo nasprotoval, da gremo svojo pot, ampak da gremo po tisti logični poti, če je začelo sožiti, da gremo dol. In vam povem, lomil sem led iz obrvi, da sem videl sploh. In ko smo prišli v kočo, sem jaz bil tisti dan najbolj srečen človek na tem svetu. Ne zato, ker nisem bil na vrh Matterhorna, ampak ker sem prišel živ dol. To je recimo ena taka stvar. Druga pot je bila taka, ko smo plezali na Trečime, na ta srednji del. Vsi drugi gospodje so plezali z vrjo dol, jaz sem pa prosto plezal. V en trenutku se mi je odlomila cela skala in takrat sem so silo poknil skalo mimo, zavrtel se 180 pa nazaj in ostal. Skoraj bi rekel, da bi tukaj rabil malo življenjsko spoved, ampak mislim, da Bog opravičuje, ker smo bili neumni. In ta tretjič, ko sem tretjič plezal po severni Trlavski steni, nisem bil lih pripravljen, pa sem rekel, ajde, gremo, zdaj nas je peljal en alpinist Karo iz Domžal in na en previsu sem 3-krat odletel na štriku. In to je bilo tisto, kar sem takrat rekel, dosti je. Na ta način nočem
umreti. Ampak 3 leta je tisto, kar je. Zdaj imajo mene vrhpoljci za javnega grešnika, ker sem se že 3 polomil pri smučanju, pa še ne odneham. Ne? Dobro, ampak sem vesel, po tistem 3. 3 žeblje tle noter v Kolku, sem bil že 2krat na Triglavu, pa tudi 2 medalje dobil pri smučanju. Tako, da lepo, to je malo tako res, kaj bi rekel, dajmo biti veseli, ker smo skupaj in se veseliti, da smo skupaj na poti. Vse to pa vam povem, da je trud se splača. In bolj, ko je ta pot težka, bolj vidiš globlji smisel in zadovoljstvo, da si svoje življenje uresničil. In gledajte, koliko preizkušenj ste tudi že vi dali v življenju, kar pogledajte nazaj. Ampak vse ima smisel. Ko gledamo prihodnost, zaupamo Boga. Ko gledamo nazaj, pa vidimo, kako nas je Bog spremljal in varoval. Je tako? Hodimo po tej poti tudi naprej. Druga točka. To slišite v današnjem evangeliju, kako je mama, gledajte, zanimivo, kako so mame tiste, ki znajo, ki želijo svojim otrokom le dobro. Ne? Pa mama pride k Jezusu in ga prosi, da bi njena 2 sinova sedela na desni in levi v njegovem kraljestvu. Razumete? A se počutite, da je tukaj to res, da želite svojim otrokom najboljše? Gledajte, to je tisto, wow. Ampak kaj pravi Jezus? Ne veste, kaj prosite. Ali morate piti kelih, ki ga jaz pijem? Biti z Jezusom, hoji za Kristusom. Ja, zmoreva, pa to si želiva, to je res tisto, kar je v redu. Razumete? To, gledajte, ta pot je prava, res je ta prava, ampak ne vemo, kaj prosimo. In bosta pila kelih, ki jom jaz pil. In pomislite, Jakob je bil prvi od apostolov, ki je umrl mučeniške smrti. Piše še v Svetem pismu. Apostol Janez, njegov brat, je pa najbolj dolg časa živel, ampak tudi je umrl v pregnanstvu. Različna pot, ampak obe sta bila hoji za Kristusom. In potem, ko so bili drugi nevošljivi, jim je pa Jezus povedal zelo močen nauk. V svetu je tako, da mogočni gospodujejo nad drugimi, med vami pa naj ne bo tako. Veste, med vami pa naj ne bo tako, je tista 3. misel, ki vam resnici polaga na srce. Resnici Jezus pravi, nihče nima večje ljubezni, kot tisti, ki da življenje za svoje prijatelje. In jaz življenje dajem za vas. To je tisto piti kelih, ki ga jaz pijem. To je kelih trpljenja, tudi smrti. Ko resnici izprazni samega sebe, ko samega sebe daruješ za druge. In pogledajte, ali ni to najbolj naravnen smisel v družini? Kaj starši vse naredite za svoje otroke? In zahvalo, da bite včasih, da vam še kaj očitajo. Hvaležnosti pa prav gotovo ne. To je tisto, kar bi človek rekel, pa ne delaš za to, da te bodo hvalili, ne da bi biš priznanje in karkoli, ampak gledajte, služenje. Mi čakamo zdaj novega škofa, že to kot sajta, po moje samo še David v Vrpolju, ki moli za novega škofa. Jaz vam povem, tolikšne ponižnosti med duhovniki verjetno ni bilo v zgodovini. Noben noče biti na vrhu. Glejte, ne vem, konc koncev, glejte, ni to. Jaz pravim, da je škof Juri še čist dober in jaz ga kar sprejemam, pa ne dela še malo pokore kot škof naprej, ne? To, da dela, da je res v službi, da resnici, gledajte, on tukaj zdaj ni več tisti, ki gospoduje. Res ne, resnici je služabnik. Vam povem, zdaj je še leta prav škof. In kadar kaj spregovori, jaz zelo pomočno poslušam, ker govori iz svoje življenjske izkušnje. Vam povem, zelo božji je. Tako da v tem smislu, gledajte, spet nekaj vsakdanjega sem življenjskega povedal, da morda se boste smejali, pa komu povedali tudi naprej, ampak tako je, no. No, resnici služiti, da pride nekdo pa gospoduje, recimo, da pride župnik po Bahotu, vse na glavo obrniti, o Bogi.
Jaz mislim, da mora biti župnik, kot ne veste, ko pride v hišo, se vrš po hiši. In tako jaz vedno bolj doživljam, bolj, ko sem star, bolj vidim, da je to uredno. Tako počasi sem zaključil, mislim, da te 3 misli. Hoje za Kristusom, biti z Jezusom na levi in desni in da je to služenje, da resnici sprejemamo tudi njegovo življenjsko pot kot svojo lastno pot in da na tej poti, kljub temu, da so veliki napori, da je človek moral veliko žrtvovati, tudi veliko trpeti in karkoli, ima vse v najglobjem smislu, ker vidimo velikonočno jutro. Vidimo tisto poveličanje Jezusa v nebeški slavi. Vidimo tudi svojo življenjsko pot. Bodite sveti, kakor sem jaz svet. Bodite popolni, kakor je popoln naš nebeški oče. In apostol Jakob je to pot hodil. In da je zdaj romanje Camino v Compostelo še vedno tako aktualno in v zgodovini te stvari, kako da častijo njega v Composteli, ali so res prenesli njegovo truplo v Compostelo, karkoli, vse skupaj ni tako bistveno, ampak lahko mirno rečemo, da je apostol Jakob en velik vzornik tudi za našega človeka, današnjega človeka, ko išče globlji smisel življenja. In naj ne bo zgolj turizem, ampak romanje, da nas pot vodi k Bogu. Amen. Tisti, ki imate pripravljene prošnje, lahko prijete sam, tudi če imate kakšno svoje, lahko prijete sam, če boste pa bolj na glas povedali sedeža, pa tudi lahko. Bratje in sestre, ob godu svetega apostola Jakoba, ki je prvi med apostoli potrdil oznanjevanje evangelija z mučeniško smrtjo in šel po krono zmage k ostalemu Kristusu, z zaupanjem prosimo. Prosimo te za Božje varstvo romarjev, ki smo ali se na pot odpravljajo. Prosimo te, slišiš nas. Pomagaj nam, da si napolnimo popotne torbe z novimi zrni upanja, veselja in ostanemo polni zaupanja in vere v prihodnost. Prosimo te, slišiš nas. Prosimo te za cerkvene voditelje, za papeža, škofe, duhovnike, da bi bili dobri oznanjevalci tvojega nauka. Prosimo te, slišiš nas. Prosimo te za državne voditelje, da bi delovali povezovalno in odgovorno vodili svoje ljudstvo. Prosimo te, slišiš nas. Prosimo Gospoda za Božje varstvo prijateljev, sorodnikov, duhovnika Lojzeta, romarja Rončija. Prosimo te, slišiš nas. Podpiraj jih svojo milostjo in okrepi svojo bližino. Prosimo te, slišiš nas. Priporočamo ti naše rajne, bodi jim večna luč, usmiljen vodnik in jih sprejmi v nebeško kraljestvo. Prosimo te, slišiš nas. In še po osebnem namenu. Gospod Bog, prosim te, da bi bili bolj prijazni drug do drugega. Prosimo te, slišiš nas. Vsemogočni Bog, voditelj apostolov, na priprošnost svetega Jakoba nas usliši, kar te prosimo. Potrdi nas v veri, krščanskem življenju in službi evangeliju. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod, vse svoje ti radosti, saj sam tem večja naša si radost. Darujemo, Gospod, vse svoje ti bridkosti, saj sam trpel največja si bridkost. Saj sam trpel največja si bridkost. Darujemo, Gospod, ti drage sestre, brate, se njih molitve dela in skrbi, da mirovali si, zaupali imate, ljubi
Dovolite, bratje in sestre, da Bog Vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Naj sprejme Gospod daritev svojih rok, hvala in čast svojemu imenu, blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Nebeški Oče, sprejmi našo daritev ob prazniku svetega Jakoba, ki je prvi od apostolov izpil kelih trpljenja. Tudi nas očisti s trpljenjem, s katerim je bil krščen tvoj sin, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Gospod z vami. In s svojim duhom. Kvišku srca. Imamo pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Apostole si postavil za temelje svoje cerkvi, da bi bila svetu trajno znamenje tvoje svetosti in vsem ljudem oznanjala blagovest odrešenja. Zato te skupno vso množico angelov z vernim srcem sedaj in vekomaj slavimo in kličemo. Svet, svet, svet si Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Juri, pej zvončkate. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darobe, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slave. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. S popolni ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Jurijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali upanje na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli tvoje milosti, in jim daj gledati svoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim možem sveti Jožefom, sveti Jakobom in drugimi apostoli in vsemi svetniki, ki so živeli tvoje ljubezni. In te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov. Amen.
zakaj doživljamo potrebo po romanjih, po Komposteli, po Jakobi poti, zakaj čutimo potrebo po Bogu, po molitvi, po povezanosti Kristusom in zakramenti, ker je to hoja za Kristusom, ker je to pot, ki vodi v življenje. Vsem zaupanjem se zahvalimo Bogu za dar, da smo Božji otroci in da smo odrešeni po njegovem sinu Jezusu Kristusu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da bomo živeli brez greha. In varuj nas vsakega nemira. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoje je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in jo vodi po polni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir, bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Zakaj ljudje danes toliko potujejo, tudi romajo? Ker krepenijo po miru. Gospodov mir, bodi vedno z vami, lahko mirno prepoznavamo, da je tisti dar, ki ga podarja Bog, tisti notranji mir, tista naša povezanost tudi med seboj, da živimo vsi v miru. In stalna ogroženost niso samo vojne, ampak tudi razdori med nami. Lepa misel, ko smo šli skupaj peš sem, tudi če se prvikrat srečamo pri maši, se počutimo med seboj kot bratje in sestre. In prav daritev svete maše je tista, ki nas najgloblje povezuje v eno veliko družino. Pa si podajmo roke. Всем раздом. Dragnie Božje, Ki odjemlješ grehe sveta, usmiri se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmiri se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in zdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
se dvigni nam sklil iz srca, pozdrav rešeniku, vladarju sveta. Kristus kraljuj, Kristus zmaguj, posti sveti nam Gospoduj. Molimo. Je rekel en otrok s posebnimi potrebami, kaj smo pa do zdaj delali? Gospod Bog, veselimo se darov, ki smo jih prejeli na praznik, ob prazniku apostola Jakoba. Njegova priprošnja naj nam pomaga na poti življenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Zdaj vam podam pol ure časa, da poveste vse, kar veste. En lep in blagoslovljen dan vam romarjem, gospodu župniku Janezu Tržišniku in bogoslovcu Jakobu. Dragi romari, dobro veste, da se pot začne s prvim korakom. Toda opraviti je treba. Tudi drugega in tretjega in prav toliko, kolikor jih je potrebno, da pridemo do cilja. Camino Celeste ali nebeška pot se začne na Sveti Barbani in zaključi na Svetih Višarjah. Z vero sva lani na vročo junijsko nedeljo najne prve korake naredile iz barbanskega svetišča. Tu sva prisostvovali Sveti maši in blagoslovu. Nebeška pot nama je odvila nekaj novega. Srečanje s samoto, divjo, čarobno naravo, žilavo v vsej svoji mogočnosti, le tu in tam pa sledi človeške prisotnosti. Pot, na kateri ti nikoli ni dolg čas. Na poti sva sledile smernicam, oznakam, to je 10 cm velik kvadrat, stilizirano modro ribico in puščico z napisom Camino Celeste, ki naj jo je pripeljala na Svete Višarje k Višarski Mariji. Vsaka noč prinese novo jutro in jutra so kot vsi začetki, kot mladost, najlepša. Vse je pred tabo, veseliš se novih doživeti, spoznanj, ki te čakajo, krajev, skozi katere si namenjen. Nahrbtnik, ki si ga v ranem jutru nadeneš, postane popoldne čudežno težje. Korak okornejši, postankov je vedno več, razdalje med njimi pa krajše. Veseliš se klopce, ki ti nudi sedež, da odložiš nahrbtnik. Spočiješ utrujene noge, okoli tebe pa mir. Tišina, ki jo le tu in tam zmoti ptičje petje. Nisva se opremili z GPS-i, saj še telefonski signal je slab ali ga sploh ni. Vendar Camino je šola. Naučite zaupati, verjeti, naučite strpnosti, potrpežljivosti, solidarnosti in veselja. Pot naj je vodila preko ravnin, dolin, prelazov, gora, na katerih se utrudiš. Postaješ žejen, lačen, se spopadaš z vročino, dežjem, točo, nahrbtnikom, se spusti, ja, lepo se sliši. Noge pa tega niso sprijele z navdušenjem. Vendar vse to te osvetli, na kar spoznaš,
da je Camino nekakšna različica življenja. Ne glede, kako dolg in strm je vzpon, se na neki točki prilese v ravnino. Na poti sva delile alberge, prenočišča, hrano in občestvo še s 5 romarji. Najmlajši je bil star 12 let. Spoznali sva veliko krasnih ljudi, ki so naju spodbujali, smerjali, delili prijazen pozdrav, pijačo, hrano, pa tudi take, ki svojih storitev ne zaračunavajo, ampak ceno prepuščajo volji romarjev. Pogovarjali sva se v jeziku, v katerem je šlo najlažje. Tudi po naše, kot bi rekli naši ljudje, brezi. Veliko razkošje je danes užiti čudovit, svež zrak, poln dišav gorskega cvetja, piti vodo iz izvirov, nabirati jagode ob poti, čutiti škripanje kamenja pod čevlji ali preprosto biti sam s seboj, svojimi mislimi, prošnjami, molitvami. To je poseben privilegij romarja. Hvaležni za milost sva zagrizli še v zadnji klanec, ki naju je pripeljal v cerkev Višarske Matere Božje. Romarska maša nama je prinesla nov blagoslov. Vsak romar prehodi svojo pot. Vse, kar imaš s seboj, je v nahrbtniku. Le tega bi kdaj pa kdaj kar pozabil, če tudi je odlaganje smeti prepovedano. Nebeška pot, Camino Celeste, je vsekakor drugačna, edinstvena, polna nepozabnih doživetij, romarja pa obogati z vero, vztrajnosti, upanja, spoznanja, hkrati pa ti podari zadoščenje in radost. Rada bi z vami delila sporočilo nebeške poti. Duša romarska, vedi, da te bodo tvoje noge pod Marijnim milim pogledom vodile po oglejski poti, po stopinjah narodov, ki prepletajo različne jezike. Duša pogumna, ki si zapustila svoj dom, čeprav za kratek čas. Duša zvesta, da boš premostila popotne težave, če tudi lahke. Duša vesela, da boš dosegla svoj cilj, če ravno začasno. Sprejmi voščilo miru, ki ga daje ta kraj. Naj te vodi vse dni tvojega življenja. Ultreja et Suseja. Romarje, vse pozdravljam tukaj. Glejte, jaz sem bil 2krat El Camino in mene je grozno zanimalo, kaj je naš certifikat. Piše v latinščini in v španščini. Pa do danes jaz tega nisem vedel. In sem dobil enega župnika, ki je v Rimu, in mi je to prevedel. Stolni kapiteli te blage kompostelske, apostolske in metropolitanske cerkve, varuh pečata oltarja svetega apostola Jakoba, da bi vsem vernikom in romarjev, ki ali iz pobožnosti ali za obljube prihajajo z vsega sveta k grobu našega apostola svetega Jakoba, zavetnika in zaščitnika Španije, priskrbel verodostojno potrdilo o obisku vsem in vsakemu posebej, ki to vidi, potrjuje da, potem piše ime in priimek, potem, ko je prepotoval bodisi peš ali kot jezdec 100 km, bodisi na kolesu 200
iz pobožnosti vdano obiskal to svetišče. V potrditev tega se mu izroča to potrdilo, opremljeno s pečatom te iste svete cerkve. No, tu je ta, in tu še ta. Vse dneve in noči si kakor v eni sami slovesnosti z nenehnim veseljem prizadevajo hoditi v Božjo in apostolovo čast. Vrata te bazilike se skoraj nikoli ne zapirajo, ne po dnevi in ne po noči. Saj se niti ne spodobi, da bi bila po noči v temi, ker se sijajna luč svetilk in sveč blešči kakor popoldan. Kapitel svete apostolske metropolitanske stolnice v Santiagu de Compostela, ki leži na zahodu Španije, vsem, ki gledajo to potrdilo o obisku naznanja, ta je svete z imenom in priimkom, obiskal to baziliko, kjer že od davnih časov kristijani častijo telo blaženega apostola svetega Jakoba. Ob tej priliki kapitel, zavezan dobrodelnosti, medtem ko z veseljem daje romarju pozdrav v Gospodu in prosi o prošnji svetega Jakoba, naj mu oče milostno nakloni duhovno bogatstvo, z romanja, pa tudi materialne dobrine. Naj ga sveti Jakob blagoslavlja in naj bo blagoslovljen. Med nami je tudi Romar, Rado Sluga, ki je pred kratkim prišel iz Santiaga de Compostela, kjer je opravljal delo v romarski pisarni v Santiagu de Compostela, tam, kjer ta potrdila dajejo. Delo je opravljal kot volontarjo. Rado jaz iskreno čestitam za to jagodo na torti, bil je prvi Slovenec v tej službi, bom rekla. Je pa Rado tudi avtor 2 knjig, kjer opisuje Camino. Prvi je Objem poti, slednja, ki je pravkar izšla, je pa Tinto de Verano. Rado, bi te prosila za par besed. Rado. Dragi častilci svetega Jakoba in Camino de Santiago, vsem najprej lep pozdrav. Upam, da se čujemo. Te sem si za danes napisal par besed, ampak bom probal brez branja oziroma si bom malo pomagal tako. Jaz sem bolj operativni človek in včasih znam kaj povedati, včasih se znam s kom tudi fajn skregati, ampak največkrat pa znam stvari organizirati tako, da potekajo prav. In danes bi se najprej zahvalil gospodu župniku za njegovo pridigo. Morda je malokrat priložnost, da lahko izrazimo zahvalo za tako lepe iz srca izrečene besede, ki, če jih pozorno poslušamo in se ob njih malo zamislimo, nam zelo veliko povedo. Tako da še enkrat najlepša hvala. Zdaj pa, kaj naj povem o tem mojem volontarijatu v Santiagu? Tako bi rekel. Naš Camino ostane vedno Camino, se pa je zelo skomercializiral in ni stvar nas romarjev, da ocenjujemo, koliko, zakaj se je skomercializiral. Naše je, da če gremo na Camino, da se na to pot pripravimo, da vemo, zakaj gremo, da nam ta pot da tisto, kar od nje želimo in tudi pričakujemo. Ni vedno tako, se zgodijo na tej poti tudi stvari, ki niso ravno prijetne,
ampak to je vse del tega. No, glede same poti pa toliko, no, da v lanskem letu je obiskalo Santiago 446.000 romarjev. To je bilo rekordno leto. Letošnje leto do pred enega tedna je obiskalo že 243.000 romarjev Santiago, kar je 15% več, kot jih je lani obiskalo v tem času. Torej, to zahteva ogromno organizacijo. Organizacija sprejema romarjev, organizacija poteka, rednega poteka, od obiskov maš do vsega, kar spremlja romarje, to je ogromno delo in dejansko včasih vidimo samo negativno. Videti moramo, to je tisto, kar je pozitivnega, kar romarju sploh omogoča, da doživi pot tako, kot si v bistvu zasluži, ko pride v Santiago. No, bi pa se rad ravno ob prejšnji predstavitvi Kompostele rad ustavil malo ravno pri takih stvareh, ki so nekako logične, ampak včasih jih ne poznamo, ne vemo za njih in potem si jih malo sami prilagodimo in mislimo pač, da vemo vse, včasih pa ne vemo nič. In to je dostikrat je nažalost tako. Torej, Kompostelo, kot je bilo že prej rečeno, dobimo, če prehodimo zadnjih 100 km, prekolesarimo zadnjih 200 km, kolo naj ne bi bilo električno in pa z jezdno živaljo spet zadnjih 100 km. Kakšne kompostele obstajajo? Obstaja torej Kompostela je listina, ki se izda na željo in tega se moramo zavedati. Torej, mi pridemo s kredencialom in naša želja je, da dobimo Kompostelo. Nihče nas ne sili, da si jo vzamemo. In zato moramo imeti tudi do nje, kot do uradnega dokumenta, tudi en odnos. Kompostelo dobijo odrasle osebe, dobijo pa tudi otroci stari do 8. leta, tako imenovano otroško kompostelo. Otroška kompostela je pa izdana zato, ker se ve, da otroci majhni 100 km bolj težko, do 8. leta starosti zelo težko prehodijo, zato dobijo posebno listino, posebno kompostelo, ki je namenjena prav njim. No in spet ena druga posebnost, vedno več romarjev, ko hodi recimo v družbi z živalmi, psmi, konji in no, tudi za te živali se dobi lahko potrdilo, ki ga pa izda veterinarski zavod v Santiago, posebni pisarni, in te živali dobijo pač eno posebno potrdilo, da so bile z romarjem na poti. Zadnje čase se zelo veliko govori o tako imenovani komposteli za pokojnike. Torej, tukaj je prišlo do, nažalost, do enega take majhne zmešnjave, ki so jo pa zakuhali italijanski prijatelji poti svetega Jakoba, in sicer oni so izdali neko obvestilo, da lahko katerikoli romar, ki želi hoditi v imenu nekoga, ki je umrl, lahko dvigne kredencial in potem dobi tudi kompostelo za tega človeka. Temu ni tako. Torej, vsak, ki hodi v imenu nekega pokojnika, na svojo kompostelo dobi, mu v pisarni se pripiše tako imenovano vicario pro, se pravi namesto za
osebe, za katero si hodil. Vicario pro XY. In to je potem uradno, da si, ko si delal sam, ko si hodil v Kompostelo, da si tudi sam hodil v imenu tega, ki je pokojni. Potem eno tako zanimivo vprašanje, ki je tudi tukaj prisotno, ali se lahko dobi Kompostelo, če hodiš v nasprotno smer iz Santiaga. Recimo, da greš iz Santiaga proti Lurdu ali pa iz Santiaga proti Fatimi, v tem primeru se Kompostele ne dobi. Ker smatra se, da Kompostelo dobi tisti, ki hodi proti grobu svetega Jakoba, ne pa tisti, ki hodi stran od groba svetega Jakoba. Ker takih primerov je tudi dol zelo veliko, ampak se pač držijo tega. Potem bi želel povedati par stvari o sami katedrali, obisku, tisti, ki greste na romanje in da se malo ve, kako stvari potekajo. Se pravi, katedrala je odprta od 7. ure zjutraj do 9. ure zvečer in obisk je možen vedno samo v času svetih maš, obisk od ogled katedrale ni možen, takrat se pač prosijo, da ostanejo v katedrali samo tisti, ki želijo prisostvovati obredom. To in potem pa morda še ena majhna zanimivost za tiste, ki boste dol. Zadnje čase, ne zadnje, pred nekaj časa so odprli tudi, je možen ogled, nočni ogled katedrale, ki traja začne se ob 22:30 uri in traja cirka uro in pol. In na tem ogledu se gre tudi do zvonov in je pač zelo zanimiv ogled. In meni vedno pri srcu je tudi vključen ogled Portico de Gloria od maestra Mateja. Je pa ogled stane 25 evrov. Tako jaz, ko sem vedno, ko čujem, zastrižem malo z ušesi, pa tudi če bi bilo 5 evrov, ne 25, ampak tako je in tako naj bo. Kakšna stvar mora biti tudi tako, kot drugi želijo, ne kot mi vedno. In par besed bi povedal še o romarski pisarni. Torej, kot je že bilo rečeno, jaz sem imel izredno srečo in sem izredno hvaležen, da sem lahko delal kot prostovoljc v romarski pisarni. Priznati moram, da je bilo delo zelo naporno, čeprav na začetku je bilo rečeno, da 5 ur dela, ko je bilo rečeno 5 ur dela, sem si mislil, to bo šlo takoj. V teh 5 urah je šlo skozi, ne vem, od 40 do 70 romarjev, skozi, bom rekel, mojo kontrolo. Najhuje je bilo ta menjava jezikov, španščina, italijanščina, slovanski jeziki, angleščina. In na koncu te vprašajo, kateri je pa tvoj materin jezik in ponavadi sem rekel, ne vem. Dejansko, v bistvu obvladaš vse in ne obvladaš nič na koncu, ker imaš tako napolnjeno glavo vsak dan, da ko končaš z delom, si samo hvaležen, da si lahko speljal to, kar si se lotil. Pisarna je odprta od 9. ure zjutraj do 7. ure zvečer. Novost je ta, da ko se pride v pisarno, predno priješ v pisarno, moraš pridobiti QR kodo, s katero ta QR koda zdaj omogoča, da dejansko se ne čaka več kot 15-20 minut. Pred pisarno, veste, da leta nazaj smo čakali tudi po 3 ure, pa še kakšno uro več včasih. Tako da to se je tudi zelo spremenilo. Torej, Kompostela sama
je brezplačna listina, ki se jo dobi na podlagi kredencijala in žigov, ki so v kredencijalu. Potrdilo in na Komposteli niso omenjeni kilometri. Potrdilo o kilometrih je posebno potrdilo in stane 3 evre. Tam so pač navedeni, katero pot ste prehodili, od katerega dne do katerega dne, naziv poti in pa koliko kilometrov je bilo prehojenih. Jaz ne bi več kaj dosti o tem povedal. Morda edino za zaključek, kot sem se malo pripravil, bo moj zaključek morda malo podoben tistemu, kar je povedal prej gospod župnik in ga bom kar malo tako prebral. Povzel bom besede Romarja, ki mi jih je izrekel na placa do Obradoiro. Camino ni samo pot, ki jo prehodimo iz nekega kraja do Santiaga. Ta prehojena pot je predvsem nekaj dnevni ali nekaj tedenski napor, ki je odvisen od posameznika in so spomini, ki ostanejo zavedno. Pravi Camino je nekaj drugega. Je pot našega celotnega življenja. Je vsakodnevna pot, ki jo živimo in na kateri smo morali premagati neštete lepe in grde trenutke, ki nam jih je prineslo življenje. Predvsem pa je Camino radost do življenja, ki naj bi jo dnevno izkazovali vsi ljubitelji poti Camina de Santiago. Zato naj zaključim vse nam z besedami, ki sem jih neštetokrat izrekel posameznikom v romarski pisarni ob izdaji Kompostele. Buen Camino na vseh vaših in naših poteh. In buen Camino vsem, ki so sedaj na poteh označenih z rumeno puščico in tistim, ki zaradi zdravstvenih težav niso tu med nami. Buen Camino en la vida en todos nuestros caminos. Hvala. No, tudi Društvo prijateljev poti svetega Jakoba skrbi za pot svetega Jakoba v Sloveniji in letos imamo lepo priložnost. Mi 2-krat na leto delimo potrdila, enkrat ob svetem Jakobu in enkrat tam med Božičem in Novim letom na Brezjah. No, ampak ena prilika se je ponudila, da domačinoma podelimo kar tudi tule. Prehodila sta dejansko vse označene slovenske poti. V Sloveniji imamo tam 700 in toliko kilometrov označenih, pa še enih 200 in toliko neoznačenih poti svetega Jakoba. Nekaj pa se še načrtuje in eno lahko vas zdaj malce razveselim. Odkar je narejen nov most čez Vipavo, bo verjetno zaživela tudi pot, ki nas bo povezovala direktno čez Vipavsko dolino proti Ogleju, tako kot je včasih potekala stara romarska pot, za vse tiste, ki delajo daljinsko pot, ne samo teh slovenske poti. Tako da mislim, da bojo rumene puščice še bolj posejane po Vipavski, kot so. Zdaj bi pa povabila Remigija in Barbaro Kete, da prideta, da jim podelimo potrdila o prehojenih slovenskih poteh, predvsem označenih poteh svetega Jakoba. Mislim, da si zaslužita aplavz. Mislim, da je tudi skrb za slovenske Jakobove poti ena od takih temeljnih poti. So pa naše poti tako narejene, malce drugače recimo kot so hrvaške, da nas peljejo proti Komposteli, od pač z različnih koncev Slovenije in poimenovane so po slovenskih pokrajinah, torej po pokrajini, skozi katero pot peljejo. Torej, lep dan še vsem skupaj in dobrodošli. Vsi poznate dogodek Jezusovega spremenjenja na gori. Velikokrat so taki trenutki
zelo podobni temu trenutku Jezusovega spremenjenja, poveličanja v neki skrivnosti nebeškega uresničenja ideala. Vendar pot pelje naprej, tako in nosimo s seboj to izkustvo, dokler Gospod ne vstane od mrtvih in dokler tudi dejansko mi ne vstopamo v to uresničenje naše poti. Ob koncu še blagoslov svetega Jakoba. Gospod z vami in s tvojim duhom. Bog je našo vero postavil na temelj apostolov. Naj vas blagoslovi po slavnih zaslugah in pri prošnji svetega apostola Jakoba. Amen. Po apostolih nam je dal nauk in zgled, naj vas skupaj z njimi naredi za zveste priče resnice. Amen. Nauk apostolov nam daje trdnost v veri. Naj vam njihova priprošnja pomaga priti v večno domovino. Amen. To naj vam podari vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru. Bogu hvala.